Lep pozdrav, dobro večer, spoštovani, cenjena publika, vsi pred malimi ekrani. Evo, spet je petkov večer, spet je čas za vašo najljubšo oddajo Nocoj. Z vami Žan Serčič, potem Darja in Bojan, nocojšnja glasbena gostja tudi Gaja in rudar Boris. In še ena posebna zadeva, specialna nocoj, to je jezikovni kotiček. Več o tem seveda, ko bo čas za to, dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Takole, dobro večer še enkrat vsem skupaj. Zdaj nekaj treba na začetku povedati, vsi, ki želite videti stare naše oddaje, vsi, ki želite videti tisto, kar ste morda zamudili, se dajte ustaviti na naši spletni strani, to je rts24.si, torej www.rts24.si in tam pod kategorijo videoteka, pod zavihkom videoteka pogledati vse skupaj. Stare oddaje, tisto, kar ste zamudili in tisto, kar vas mogoče še čaka, dajte poklikati, klik, ko boste imeli seveda čas za to. To je to, kar morate vedeti, kar večina od vas tu dejansko sprašuje, kje se da vse skupaj videti. Dajmo mi začeti z oddajo, kot se spodobi, z eno skladbo, z enim izvajalcem Nocoj. Bo to za začetek oddaje en senzibilen, romantičen, zelo tak nežen, maskulin projektil, ob katerem kasetne bombe izgledajo kot svečke na torti za rojstni dan. Žan Serčič. Vračam se domov od sivih cest, od mest premalih za te moje sanje, prevelike, da bi šla oba. Čeprav veš, le ena stvar v mojem je življenju dar. Znova se vračam k tisti, ki me spet obrne v stran. Vse, kar si želim, je, da s tabo spet zaspim. Kaj smisel je življenja, vedno imel bi, česar ni. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želim, da s tabo se zbudi. Včasih se sprašujem, bi mi lažje bilo, če bi ostal. A vem, da spet prišel bi čas, ko bi bilo mi žal. Vedno globje šla sva, še mojo sem ti podal. V življenju pač delam, kar srce mi reče, da je prav. Vse, kar si želim, je, da s tabo spet zaspim. Kaj smisel je življenja, vedno imel bi, česar ni. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želim, je, da s tabo se zbudim. Kaj smisel je življenja, vedno imel bi, česar ni. Raje reši se trpljenja in bodi srečen s tem, kar življenje ti podari. Vračam se domov od sivih cest, od mest premalih za te moje sanje, prevelike, da bi z mano šla.
pisarni. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi, je, da s tabo se zbudim. Kaj smisel je življenja, vedno imel biti česarni. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi. S tabo se zbudim. Žan Serčič, Smisel življenja. Spoštovanje, dobro večer. Dobro večer tudi vam. Evo, tak prijeten nežen komad, jaz pa zakričim na koncu. Smisel življenja. Ja, Čisto nepotrebno, mogoče ne bi ravno v komad pasal ta krik, ampak na kakem live nastopu pa... Komad je super. Hvala. Komad je toliko nežen, da se še moška duša, no, tudi tista bolj maskulina, tako kot sem prej povedal, razneži pa razjoče. Super komad, daj mi povej, ti si na slovenski sceni ena taka večjih zvest dejansko. Ne vem, če se da to opredeliti večjih zvest. Zakaj ne? Zato, ker še vedno lahko grem v trgovino po sendvič s Poliko. Tako da, ko ne bom več to mogel narediti, pol pa sem zvezda. Ampak tudi tako te spoznajo, ali ne? Mislim, te poznajo, te Ja, pozdravijo. v bistvu me prepoznajo, oziroma bom rekel celo tako, da se me zelo dosti ljudi še vedno spomni od tistega šova Slovenija ima talent. To je od tega, pa zdaj In koliko je od tega? zdaj že Sedem let. let, ja. 7 let. In ne bi si mislil, ampak sem se mogoče vizualno tudi malo spremenil od takrat in v bistvu me ne prepoznava več toliko, kot so me recimo takrat. Kaj je to drugačnega na tebi? Brke. Verjetno, koliko jih pač je. Brada, jaz brkim brada. To naredi ločnico od fanta, od moškega. Daj mi povej, če se malo odmaknemo od tega. Kaj počneš novega zdaj? V bistvu novega počnem to, da zelo dosti sodelujem z novimi mladimi izvajalci. Predtem sem se zelo posvečal sebi oziroma svojej avtorski glasbi in sem delal na mojem samostojnem projektu To sem jaz, ki je album, ki je izšel lani oktobra. In sedaj v bistvu načrtujem zelo dosti sodelovanj z novimi izvajalci in tudi snemam v studiu. Ti dejansko mladim glasbenikom, glasbenicam pomagaš, nekako da pridejo, da se spoznajo s to glasbeno sceno slovensko. Zdaj eno bomo danes tudi slišali. Tudi Gaja. Tudi Gaja Prestor, ja. Mislim, da je ena izmed bolj perspektivnih ženskih vokalov na slovenski glasbeni sceni. Kako ste se našla, to mi povej? Socialna omrežja. Tako da socialna omrežja so danes to, kaj povezuje tudi nas, ne, artiste med sabo. Okay. Žan, daj mi še povej, kje se te da kaj videti? Živo. Pravzaprav v živo se me da najhitreje videti. V trgovini, ko greš po sendvič? V trgovini, ko grem po sendvič, tako da to me lahko vidite. Mogoče po sendvič ženo ne grem, ampak... Ne, se mene nikjer ne poznajo. Jaz sem čist skromen dečko, Žan pač. Zakaj bi mene poznali sploh kje? V glavnem, najhitreje me lahko vidite 7. aprila v klubu KGB. V KGB. V Mariboru. Žan Serčič, gospe in gospodje, Tambit, obvezno KGB 7. april, zacajknat to na koledar, tisti, ki so vam ga gasilci prinesli za novo leto. Žan, en komad bomo še slišali kasneje? Tako, najina zgodba. Ok, najina zgodba, hitro prste zagret, da ne bo čas minil, to je to. Hvala ti, se kasneje slišimo, pa vidimo, prav? Izvoli. Ne pozabiti 7. aprila, Žan Serčič v KGB-u. Spoštovane in spoštovani, zacajknat to še enkrat, ne bo vam žal, fanta obvezno pogledati, kako igra v živo, kako poje, interpretira in tako naprej. Ostalo prepuščam vašim lastnim izkušnjam, mi gremo naprej z osrednjim nocojšnjim parom, to sta Darja Gajšek in Bojan Šeruga. Kot zakonca, spoštovanje. Dobro večer. Darja me veseli. Tudi mene, hvala. Bojan, spoštovani, izvoli sest. Evo, mikrofona ne bomo
potrebovali v tem primeru. Zdaj, oba dva sta zelo znana na slovenski sceni, na slovenski glasbeni sceni, ti še tudi v radijski, na televizijski, zdaj po novem si še pevka, če lahko malo posplošim. Po novem ne, ampak že kar od začetka. Prej sem pela, preden sem prišla do radija in do televizije. Zaradi petja sem prišla do tja. Tako, ampak zdaj imaš končno svoj CD. Ja, to pa res. Svojo ploščo, kaj če čakala reč? zdaj. Zgoščenko, recimo. Pravilno je zgoščenko ali glasbeni album, ampak jaz sem tudi v reklami povedala, da imam CD, tako mislim, da smo ga vsi to besedno zloženko tako za svoje vzeli, da je CD čisto dobra beseda, zato Čisto da kaj, vsi čisto vemo, v redu, ne? zakaj gre. Točno to. Zdaj, kdaj sta se spoznala z Bojanom? Datum, ura, dobro, reci, mesec, leto. Če to veš, povej, koliko časa je od tega? Slabi 2 leti Okay. nazaj, nekaj takega. Leto pa pol. Leto pa pol. Dobro, leto pa pol že. Zdaj se pravim, za tiste, ki ne vejo, nista par, nista mož in žena, nista fant in punca, ampak sta čist profesionalno zvezo imata, torej glasbenica in glasbeni producent. varuh. Glasbeni bom varuh, jaz rekla. mentor, kaj je še vse? Mentor, varuh, producent, ustvarjalec melodij, namreč Bojan je zame ustvaril 10 novih viš, ki jih slišijo ljudje na CD-ju. In ki jih bomo mi tu slišali danes. Tako, 2 se boste predstavili tudi na Tako. CD. 2. O skladbah malo kasneje. Bojan, kako ste se srečali, ti to povedali? Preprosto. Jaz sem dolga leta delal v Dalmaciji, te Dalmatince, v zadnji čas je malo manj slovenskih glasbenikov. In slučajno sem enkrat gledal na YouTubeu in sem Darjo opazil, tudi oddajo, katero vodi, nisem gledal. In sem rekel ženi, to je edina slovenska pevka, katero bi jaz iz srca delal, ker je edina ta prava sorovina, glasbena seveda, katera bi lahko dosegla en veliki rezultat. Ampak ti si jo dejansko videl v vlogi voditeljice? Ne, kot narodno zabavne pevke na YouTubeu. Ja. In Darja ima v svojem obrazu nekaj, kar nimajo vsa ostala dekleta in to se danes kaže, to je popolna zmaga. Kaj te je pritegnilo? Karizma, gravitacija, simpatičnost? Kemija. Kemija? Ja. Dobro, posta se našla in zadeva je stekla. Ja, Tako. Dobro, tu bomo mi Posrednik je bil nadaljevali. Vlado Cerle iz Klape Skala, on je poznal in sem rekel, če pozna, smo delali tale duet Mala barka in smo jo povabili sodelovanje in od takrat smo nerazdružljivi tim. Res je. Dobro, zdaj nekaj nam bo zapela, zaradi tega bomo mi kasneje nadaljevali s tem pogovorom, ampak komad, ki ga bo zapela, nosi naslov Če ljubezni prave ni. Aha, če To je to. ljubezni prave ni, ja. Ja. Res, kaj je v komadu? Sej, v bistvu, skladba ta, kot vse ostale, govorijo same zase. Morda je posebnost te zgoščenke to, da je v samih skladbah čutiti veliko enega čustva, iskrenosti, podajanja besedila tako iz srca v mikrofon in do ljudi. Tako da jaz upam, da bodo, ne moram reči, da je ravno ta tista, ki bo vsem všeč. Ni nujno. Bomo videli. Oprosti, želel sem reči, da mi da to zapet, da je ti to zapet, ker pripravi se, prosim, oder te čaka, da bomo mi prisluhniti, pol pa nadaljevati s tem, s čimer smo začeli, torej s samim pogovorom. Če ljubezni prave ni in Darja Gajšek. Verjela sem tvojim besedam, da ljubiš me močno. Želela sem te ob sebi, ko mesec prekrije nebo. Nisi mi vračal ljubezni, kar ves čas govoril si. Ostalo je le pri besedah, ljubezen pa trpi. Če ljubezni prave ni, ne morem biti srečna.
prosim te, ker ljubim drugega. Tako ne morem živeti, življenje vredno je več, deliti želim ga z nekom, ki pomenila mu bom več. Če ljubezni prave ni, ne morem biti srečna. Če ljubezni prave ni, ne prosi, da bom večna. Zato odpusti, prosim mi, ker od tebe bom odšla. Zato odpusti, prosim te, ker ljubim drugega. Če ljubezni prave ni, biti srečna. Če ljubezni prave ni, ne prosi, da bom večna. Zato odpusti, prosim mi, ker od tebe bom odšla. Zato odpusti, prosim te, ker ljubim drugega. Zato odpusti, prosim te, ker ljubim drugega. Darja Gajšek, Če ljubezni prave ni, kasneje bomo slišali še eno njeno skladbo, ki je nastala v sodelovanju s producentom Bojanom Šerugo. A več o tem malo kasneje. Dajmo se mi odpraviti v vijolični kotiček. V vijoličnem kotičku smo kot vsak petek zvečer. Nocojšnji prvi zivalec, naš prvi gost je rudar Boris Verdnik. Spoštovani Boris. In dobro večer, srečno. Srečno, dobro Kaj je bilo večer. to? Srečno. Tudi ko pride nekdo, reče srečno. Tako, mi se v Velenju zmeraj v rudniku pozdravljamo srečno. To je naš rudarski pozdrav, ki nas že spremlja. Letos bo 143 leto. To nisem takrat, ko greste v rudnik, v jamo, v rov. To je v rovu, v jami in izven premogovnika. Tudi ko se s kom vidiš srečno, namesto zdravo in Ja, tako naprej. res, med kamerati tudi od kdaj. A to več ni prisotno, to je že skoraj To je že arhaično vse tako, skupaj. No? tako. Poslušaj, kakšen je recimo tvoj delovni dan? Moj delovni dan se začne zjutraj ob 5. uri, tako da je kar zgodaj. Tudi dijaki pridejo že kar hitro, ob 5:30, se pravi, jaz delam na premogovniku in skrbim za izobraževanje dijakov, rudarske, elektro in strojne smeri. Naš delovni dan poteka zelo podobno kot že zaposlene. Se pravi, mi jih izobražujemo preko šolskega centra Velenje. Ampak, oprosti, ti se dejansko pridejo tja učiti. Tako, Tam so kot tako. neke vrste vajenci. Tako, pri nas imajo rudarji kompletno prakso na premogovniku. In spoznajo vse zadeve v živo, takšne kot so, ni kaj dosti na tabli, pa iz knjige, pa tega morajo se prav na licu Tako, mesta večina je naučiti, praktičnega priučiti. dela. Res je, da prve začetki so v učnih delavnicah, do 16. leta so na površju, ko dopolnijo 16 let, pa grejo praktično izobraževanje upravljati v jamo. Nekaj si prinesel zraven. Tako je, tu je Sveta Barbara, naša zaveznica rudarjev in pa rudarska svetilka, mi rečemo lampa, ki je tudi bila do uporabe do 1992. leta, ki so uporabljali rudarji za spremljanje plinov v jami, Ja. koncentracijo. Spremljamo, kaj so to za eni posnetki, je stari iz leta 76,
To je v jami, rudarji. Tako je bilo Tako. včasih. Tako, ta metoda odkopavanja, mi imamo posebno velenjsko odkopno metodo, ki smo jo razvili, ki je posebej zaščitena in se uporablja samo v Velenju. Z leti, kot vidite, se je tudi ta odkopna metoda izboljševala, hipotetično potem tudi stroji, tako da sedaj zadostuje premoga za tretjino električne energije, ki jo ustvarimo skupaj z termoelektrarno Šoštanj. Se pravi, če se prijemo Velenje, Rudnik, pol Smo tema. tretjino električne energije. Pol mi nehamo z oddajo. Tako, recimo da se Maribor... Pa tretjino oddaje odsekamo. Tako, Veste, eno tako. uro imamo pol, 40 minut. Ja, potem bo pač oddaja krajša. Kratko. Slušaj, skok čez kožo. Kaj je to za en Tako, hec? to je tradicionalni skok čez kožo, ki ga praznujemo 3. julija. Rudarji praznujemo 2 praznika, 3. julij in pa 4. december. 4. december goduje Sveta Barbara, to je poseben praznik, 3. julija pa upravljamo skok čez kožo. Letos bo že tradicionalni 58. let skok čez kožo. To ponovim. 58, to je že kar precej, no? Tako. Ja. Zdaj, to, kar gledamo, je skok čez kožo. To vsi opravijo. Preden grejo v rov, preden grejo v rudnik. Včasih so novince spremljali oziroma sprejeli v rudarski stan, da so skakali čez rove. Ti rovi so čez leta postali preširoki, da bi to upravljali in preveč nevarni, tako da je ta tradicija sedaj zamenjena za skok čez kožo. To zgleda tako, da 2 starejša rudarja držita kos telečjega usnja, novinec oziroma dijak stopi pred sod, na povelje generala stopi na sod, pove generalje svoje geslo, odgovori na morebitna vprašanja vodje ceremonijala in skoči čez kožo. A to so take, to, kar imaš na sebi, to so take tradicionalne uniforme, recimo. Tako, s tem to je- se več ne hodi v rudnik. valjda, Ne, to no? se uporablja izključno ob 3. juliju, dnevu rudarjev in posebnih ostalih svečanih prireditvah na premogovniku. Ja, in ko smo že mislili, da imajo gasilci najboljše uniforme, pol pridete vi, rudarji. Ja, lepo, da vam je všeč. Zlati gumbi so mi všeč. Tako, gumbo je 28, toliko je bila stara Sveta Barbara, ko je umrla, tako da je to še tak Neka simbolika vse simbolika. skupaj. Tako. Boris, greva mi dva kar do fuzbala. Pridi. Skočiva. Takole. Zdaj je čas za vijolični kotiček, čas je za fuzbal, čas je za to, da naš večerni gost Boris Vernik sproba svoje veščine tudi v drugi smeri. Izzivalec pa danes Žan Serčič. Žan, izvoliš. A se te bo kaj slišala? Zdaj sta vidva koliko familiarna s to zadevo. Z ročnim fuzbalom. Jaz vem, da moraš žogico dati v gol. Točno to je to in to je vse, kar je treba vedeti. Šprudljati se ne sme, evo zelo enostavno pravilo, tega se ne sme početi, razen če imate zelo hitre poteze. Boris, kako je s tabo? Ja, sem na tujem rajonu, se pravi, Ne, vse ni treba, ti že imaš mikrofon. Žalno ga je treba dati. Kar povej. Ops, pa je že ena žogica padla, z gola čist mimo. Kaj si rekel, si na tujem Se rajonu? pravi, druga liga. Druga liga. Dva zakaj igram druga bolj liga? slabo, tako da... Ja, lahko si izbereta svoje ekipe, recimo Rudar pa Maribor. Ampak nič ne smem sugestirati, to je to. Zdaj, kaj še treba povedati? Aha, 5 žogic je na voljo, tisti, ki prvi pride do 3 golov, tisti je zmagal. Prav? To je to, zelo enostavno. Zmagovalec gre v naslednji krog, poraženec dobi, evo tole fino uro. Tako za na roko, ti tudi imaš eno tako veliko. Se splača zgubiti v bistvu. Se splača zgubiti, ja, recimo. Bela ni zate, ampak vseeno. V finalu so še boljše nagrade, tako da se splača tudi zmagati po drugi strani. Žan Serčič, potrudi se. V srednji šoli se je ponovadi to špijalo vedno. No? Tisti, ki smo špricali, recimo pa šli raje v kafe, to vemo. No, zato jaz nikoli ne špiljam tega. Mi da smo verjetno oba hodila v šolo, tako da... Videla sta Jaz pridno sem se hodila bolj v šolo, gitare ne? držal. Ja, okej. Tudi šole sem. Ja, dobro, prav. Kar, Mike, do mene, to je to, sta videla pripravljena? Vsak po svoje, Boris bo šlo Pride. nekako, Bo, sumljivo mi deluješ, nič bat, bomo videli. nič ne, Enako. srečno, no? Gremo Srečno. v rov, evo. Prijet, Boris. Borba se začne. Nezemnič, amaterska, 1-0. Žan se nič, Boris nič ne gledal. Boris je danes moj prvi za tem fuzbalom. Boris, kako se ti zdi? Ups. 2-0.
Aha, čakaj, ti si zdaj že 2 gola dal. Jaz mislim, da je prej on dal, ne vem, zakaj sem mislil, da imaš ti modre. Jezus, okej. Jaz sem ta rdeči. 2-0. Tak, moja napaka, moj bed, mea culpa. Ops, bo šlo. 2-0 za Rudarje. Petra igra In 3-0. To je bilo hitro in ekspresno. Bravo. Hvala. Boris, vse čestitke kot zmagovalcu. Ti ne dobiš nič, greš v naslednji krog, kar je fino, ker te bomo še videli. Žan, evo za tebe pa ena fina nagrada, to, da boš imel poleg črne ure še eno belo zraven. Lahko kombiniraš vsako na svoji roki, prav? Hvala za igro, tebe bomo kasneje še slišali. Slišali pa bomo še nekoga, to je varovanka, proteže Žana Serčiča, to je Gaja Prestor z eno zelo simpatično skladbico, to je njen prvi singl, tako da poslušati, na glas dati. Gaja Prestor! Nosi naju tja, čisti zrak bi dihala. Na nebu sva nebes, ti si droga, ki vodi ta ples. Pojdi z mano daleč stran, tamle jaz te poznam. Gaja Prestor, to je kar imam. Ja, dober večer, izvoli. Večer. Mike, da te bomo slišali še naprej. Poslušaj, to je prvi singl, kakšni so odzivi, kakšni so občutki tvoje vsem skupaj? Občutki so čisto nori in tudi odzivi so zelo dobri. Glede na to, da smo komad naredili pred kratkim, je bilo ogledov res ogromen, dobila sem milijone sporočil in sem res zelo, zelo srečna. No. To je en tak dober štart v glasbeno sceno, recimo, ne? En tak zelo pozitiven, tudi imaš še ne take pozitivne občutke. Zdaj za tebe je, da rečemo v narekovajih, poskrbel Žan, ne, Serčič. Zdaj, kakšno je to sodelovanje, kako sta prišla skupaj?
V bistvu jaz sem drugačen, kako bi rekla, z glasbo se ukvarjam res že od majhnega, ampak nikoli nisem nekako naletela na človeka, ki bi res 100% verjel v mene in me pri tem tudi podpiral. Ne. Sem sodelovala že z ogromno glasbeniki, ampak noben ni bil nekako na istem, kako bi rekla, duhovnem nivoju, kar se glasbe tiče. Okay. Tako da, ko sem spoznala Žana, se mi zdi, da pred lanskim letom preko socialnih omrežij, smo se res tako ujela in že prvi dan, ko smo se dejansko videla v živo, smo naredila tako mat v parih urah in vse je šlo res ful hiter in smo se res ful ujela in komat je nastal v zelo kratkem času. Kemija, takšna kemija, kot je med vama zafunkcionirala, verjetno, ne? Zelo podobna. Daj nam še povej, kakšni so načrti tvoji za prihodnost? Kaj nas čaka? Ja, definitivno imam na zalogi še veliko komadov, veliko kakih skrivnostnih projektov, ampak definitivno mislim pa zelo delati, ker imam še zelo veliko za pokazati. Ok, dobro, Gaja, mi ti želimo vso srečo. Najlepša hvala. Tako da upam, da boš torej še v bodoče zelo polna in takih dobrih občutkov pa počutja na splošno, pa da bo Žan kar se da dobre mentor. Zdaj te ne vidva nekaj povedati, recimo, kakšni so bili tvoji začetki, če se jih spomniš nazaj, prvi, tisti čisto pevski? Moji prvi začetki, mislim, da pri 7 letih, ko sem prvič pela Odo radosti, solo, tako pred polno telovadnico. Sicer pa, veš, sem z glasbo začela že pri 5 letih, sem začela igrati kitaro, potem pa se je to samo stopnjevalo s kakšnim inštrumentom več skozi otroška leta. Čakaj, ti si dejansko multiinstrumentalistka dejansko. Ja, pa imaš konzervatorij? Ja, kaj vse igraš? Kateri inštrumenti vse igraš? Sem delala solo petje, klasično solo petje, sicer pa igram kitaro, bas kitaro, klavir, frajtonerco, tako. Vse to ti lahko sama posnameš dejansko komad, no? Ja, kar se narodnih voda tiče, res. Komota. Vsak instrument na svojo škuro. Včasih se je že zgodilo tudi tako, da sem že zamenjala vse člane v narodnem ansamblu, ko je moral kdo na stranišče in potem, ko sem igrala še v narodnih vodah, sem že vse zamenjala in potem smo se zavrteli nazaj, sem šla na pozicijo pevke. Jaz trajim 5 minut, kje je Darja? Ampak, a veš, kako je to fino, predstavljaj si, da vsako se zna. Ja, se si skoraj preveč. Kak je sicer Darja, recimo, ko snemata skupaj? Pa je treba kaj nasneti, sodeluje dobro ali ima neke svoje ideje, ker ti dosti delaš sam, ne, recimo. Ti si raje sam, ne sodeluješ toliko z drugimi, zdaj kak je ona, ti posluša vse, kar rečeš, ali ima neke svoje ideje? Kakšen pogled. Jaz delam sam zato, da se z nikom ne rabim skregati. No vse pa zato ravno. Ampak z Darjo pa moram reči, da je prekrasno delati. Ko poje balade, joče, to lahko odkrijem. Joka, ko mali otrok, joče. Nikoli ne snemamo, nikoli ne režemo, ko se postavi v studio, v komadu zapoje pesem, razjoče se. To je to, ampak ti pišeš komade. Ja. Ti napišeš komad, ki je točno za njeno dušo, za njeno srce, zato kar čuti. Za njo čuti. celo. Evo, za njo celo. Vi pa res nista skupaj? Okay, ni preprosto, zagotovo veš, najti tandem, kot je že Gaja rekla, veš, tandem, ki se začuti, tandem, o katerem ni dvoma, tandem, o katerem ni nadvlade, da je nekdo zdaj ta glavni petelin in nekdo pišče, ampak gre vse sinhrono, ko to najdeš, potem se res začutiš in lahko zadeva steče. Če pa tega ni, potem pa pač žal se na dolgi ali kratki krog zadeve grejo narazeno. Ok, jaz tudi za vaju upam, da boste še naprej toliko sinhrona, pa da boste taki lepi simbiozi, kot Gaja z Žanom. Več o tem po enem kratkem breaku, pol pa imam eno presenečenje za vaju, nekaj stvari boste morali narediti, da vidim, koliko se dejansko res ujameta. Vi, spoštovani, dajte ostati pred vašimi TV-ji, ne izklapljati, samo če kaj na hitro vzeti, pa tu ostati. Ja, naša osrednja igra je tukaj, pokažimo spretnost, kdo jo bo pokazal, jasno, Darja Gajšek in Bojan Šeruga. Zakaj boste pokazali, je meni tudi jasno, pri vsem skupaj, zaradi tega, ker boste delovali kot usklajen, pa zdaj kaj je treba narediti pri vsem skupaj. Vidva že veste, zdaj gledalci še ne vejo, eden od njiju mora ugotoviti, kaj drugi govori, zelo enostavno vse skupaj, jo, približno. Evo, Darja bo zvedela za besedo in jo mora kar se da učinkovito artikulirati, izgovoriti, da jo bo Bojan seveda videl. No? Slišal ne bo nič, zaradi tega, ker ima eno zelo glasno muziko v slušalkah, hvala Bogu. Se kaj slišimo?
Ok, nič se ne slišimo, to je super. Evo, preizkus je uspel. Zdaj je zelo enostavno, bolj boste zamenjali seveda mesti. To je ena taka igra, ki je mogoče bolj primerna celo za zakonce. Ne? Čeprav vidva sta en uigran tim, A mi, da že sta nekaj po moje časa. v zadnjem pol leta preživela skupaj več Več ur kot časa. midva z mojim partnerjem. Ok, super, pol morate itak drug drugega vredno načitati, brat z ustnic, kot se spodobi. Read my lips, Poskusimo. skoraj dobesedno. 3 minute časa za Bojana, ti pa zdaj artikuliraj po svojih najboljših sposobnostih, prav? Ok, evo, to je prva beseda, ki jo iščemo ta Lahko večer. začnem? 3, 2, 1, zdaj. Žarnica. Žarnica. Šalica, Žarnica. veselica, Žarnica. Žarnica. Zelo blizu. šalica, Žarnica. žlica, Nope, nope. Žarnica. Žarnica. žalica, Žarnica. šalica, To smo že bili, to smo že bili. Žarnica. Gremo kar naprej, ostanemo? Naprej? Gremo naprej. Okej. Ok, naslednja beseda. Avto. Avto. avion, Zelo blizu. Avto. 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 Bo šlo, ne bo šlo? avto, Yes! Evo, prva točka, to je to. 3 minute časa, zdaj ga je seveda malo manj. Naslednja knjiga. 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 trzalica, Knjiga. 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 knjiga, Yes! Druga točka, no? Evo, naslednja beseda. Gradbišče. Gradbišče. Gremo naprej ali ostanemo? Gradbišče. Gradbišče. gradbišče, Yes! Še ena beseda. Megafon. Megafon. megafon, Yes, še ena. Vrečka. Vrečka. viličar, Vrečka. 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 vlečka, Vrečka. Zelo blizu. viličar, Ne! Vrečka. vlečka, Vrečka. Vrečka. Artikulacija. Vlečka. Do popolnosti. Vrečka. Je rekel vrečka? Vlečka. Oh. Vrečka. Vrečka. vrečka, Yes! Dobro si, dobro si. Še pol minute, še pol minute. Zgradba. Zgradba. glasba, Zgradba. cigla, Zgradba. zgradba, Yes! Še hitro. Opera. Opera. obala, Opera. 10. obala, Opera. Opera. Odštevamo. Opera. Konec! Ampak skoraj blizu. Opera je bila zadnja. opera, Ja. Dobro, Kaj smo rekli? Obala. Ne? Super, ej, dobro. Pa vse enega skupaj. smo zadela. Koliko smo jih Več izdelali? jih bo. Več. Režija, upam, da ste spremljali tole. Meni ni uspelo vse skupaj, Pet, koliko pik smo. Mislim, 5, 6. Nekaj takega. Približno gremo jih potem spet nazaj sešteti. Dajme kratek break narediti, mi bomo prešteli točke, koliko jih je Bojan dejansko ugotovil, potem bo sta zamenjala mesti, tako da naj Žan Serčič nekaj odpoje ta čas. No? No? Sva v parku, sva sama, le noč je nad nama. In klop, kjer spoznal sem te jaz. Je najina zgodba, vsem že poznana. Ne vejo pa, kaj sva mi dva. Se spomniš tisti ples, peljala si me do nebes. Sem delal vse, da plešem, a
ti pokazati ne znam. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, mam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad. Padeš v moje naročje, vedi, da zate sem tu. Zaupaj skrivnosti in želje, naredi to brez sramu. Zaupati vedno težko je, a vem, da ti zlomi srce. Predstavljati si nekoga, ki ljubiš, kada drugi dal svoje ime. Se spomniš tisti ples, peljala si me do nebes. Sem delal vse, da plešem, a ne znam. Le ti iz mene znaš zbuditi moj najboljši jaz. A kaj, ko ti pokazati, ti ne znam. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, mam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad. Tudi najlepši dan spremeni se v temno noč. Kaj če kazale zvezde ne bodo nama pravo pot. In če sama brez izhoda boš, jaz bom ljubil te. Spet spomin mi vrne se k njej tja na Dravski most. Tam sem prvič rekel, mam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj norost. A tam zavedno jaz ostal bom mlad. Kažemo spretnost, drugi del nocojšnja osrednja gosta Darja Gajšek in Bojan Šeruga. Ekola, prej bi vaju skoraj poročil, pa ste toliko cajta skupaj bijete, da bi tudi lahko bila poročena konc koncev, no? Recimo, da. Ne bi. Ne bi, zakaj ne? Ne. Ja, pa se Darja je ena fina punca. Pa fina punca, veš, kak ima ona prekrasnega moža. A ja, to itak. Veš. Pa vsi vemo. Ja. Bož da ne. Zdaj, ti si ugotovil 6 besed. Bravo. To je za čestitati, vse skupaj meni jih ne bi uspelo, čeprav perfektno delo si upravlja, z artikulacijo, z vrečko. Dvomila v ženski Ne, talent daleč od tega. govorjenja. Ampak zdaj si ti na vrsti, zdaj bomo videli, kako bo to njemu uspelo. Slušalke gor, Darja nič ne sliši, midva mora pa, ne, midva ne, ti, jaz ne, povedati tole besedo.
Ne še zdaj. Treba bo odšteti 3 minute časa, je na voljo 3, 4, zdaj iščemo teto. Teta. Rega, Teta. teta, Ja. Bravo. Evo, Hiša. hiša, ops. Da gremo kar, ops, tako, naslednjo. Dojenček. dojenček, Ne vem, kaj se dogaja, ampak Sončnica. sončnica, Bravo. ti imaš to glas v slušalkah. 4 pike. Rabarbara. Barbara. rabarbara, Yes. 5 pik, eno ogromno cajta. Letalo. letalo, 6 pik, Volitve. voditelj, volitve, yes. ja, kmalu bojo, 7 pik, Pešec. pešec, Bravo. Traktor. steklo, Traktor. sladkor, Traktor. traktor, Bravo. namreč ostalo sploh kaj, evo, sem mislil, da ne bomo prišli do konca. Mati. mati, Ja, bravo. mati, Ok, še eno. cesta, Ja, bravo. Ok, jaz to več ne štejem ali pa odštevam. Balon. balon, Lahko zaključimo počasi, to je to, vse besede smo dali skozi. Bravo. Darja, vse čestitke. Najprej Bojanu za izredno delo, za to, da ste prehitela čas, prehitela sta uro. prosti Sebastian. Ne, super je, vse to je vajna igra. Pokaži spretnost, evo, oba sta jo dotovkla do konca. To je to, evo, mi smo prišli do konca, pokaži spretnost. Na vrsti je ena luštna nagradna igra, v kateri upam, da ste že sodelovali, če niste, pa še boste na Facebooku. Več o tem, evo nas. V sedlu z RTS, kaj je treba narediti, veste čim prej na naš Facebook profil in tam zadevo, ki smo objavili, všečkati, jo deliti z drugimi in seveda napisati tudi, s kom bi šli jahat 5. Srečnežev ali srečnic čaka ura jahanja v konjeniškem centru Žalec. To je center Amaj, se mu reče, zelo luštna zadevica za vse, ki boste seveda izžrebani. Tukaj v tem bobnu ste vsi, ki ste že do zdaj napisali in se tam prijavili za tole nagradno igro v sedlu z RTS. Zdaj še vsi ostali poskusiti. Zakaj žrebanje bo na sporedu naslednji teden, naslednji petek zvečer, tega ne pozabiti. Evo ga, Facebook, RTS 24, tam se vstaviti in zajahati konja, urno, vranca. No, vidva jahata? Ne, 2-krat v življenju sem se poskušala. Kako je bilo? Fantastično. Sicer vsakič z drugačnim načinom, enkrat s tistim kavbojskim, kjer se uzde sem in tja, in drugič šolskim. Fajn je bilo, fajn. Ampak jaz imam živali zelo rada, konje tudi, zelo jih spoštujem, cenim in jih vseeno pravim, da so mogočne živali. Jaz najbrž nisem karakter, ki bi ga obvladal in nadvladal, tako da to naj počnejo tisti, ki to znajo. To znajo. Kavbojec Bojan? Ne. Ni šans? Ni šans. Zakaj ne? Ne. Bolj na morskih valovih. Bolj na morskih valovih. Ti si bolj dalmatinec, ne po duši, ti si bolj za... Slovenski dalmatinec. Za ribe, za jadrnice, zato... Ja, Točno. raje jadraš, recimo, ne? Ne, rad sem na morju, ne na Jadran. Na morju v vsakem primeru. Tako. Dobro, dajte jim povedati zdaj, kaj je vajna, recimo, pot za naprej, ste si kaj začrtala za naslednje mesece, leta, ali tega ne počnete, ali si pustite čist flow? Je kar treba narediti neke načrte, ker drugače v teh sferah lahko narediš ali prena široko ali prena ozko. Tako da ni skrivnost, da je to nedeljo, kot smo rekli, že išel CD, smo za nami en krasen veliki koncert, zdaj pa prihajajo novi koncerti, nove zabave, namreč sklenili smo sodelovanje še z enim ansamblom, tako da se bomo letos srečevali tudi na veselicah po Sloveniji in potem na jesen imamo v mislih še neke večje koncerte po Sloveniji, tako da, a sem še kaj pozabila? Ne, lahko povemo, da gremo z novimi fosili skupaj v jeseni skupno turnejo slovensko. Nisem hotela. Darja Gajšek in novi fosili, kaj, jesenska turneja? Tako. Jesenska turneja, dobro. 5 koncertov gremo skupaj narediti z novimi fosili in za Klapo Skala. 4-5 velikih dvoran, to je v pripravi in
Ampak v vsakem primeru, če kdo naleti na kak koncert, na kak glas za koncert nastop Darje Gajšek, obvezno pogledati. Ja, prid, se veseliti, uživati, drugače pa po CD poslušati in se imeti fajn. Vsak dan življenja. Ena skladba nas še čaka tvoja, katera? Če jutri ne bo, moja prva izpod njegovega peresa zame, je pa takšna, da lahko samo rečem, naj bo taka dobra vzpodbuda in stalnica za vsakega, ki bo gledal in poslušal zdajle. Ok, dobro, jaz te kar Hvala. povabim na oder, da se tam pripraviš, zagreješ mikrofon. Bojan, sem to mi še povej, recimo v par besedah, kako bi opisal Darjo. Blazno srčen človek, pošten, iskren in srčen. In to ljudje začutijo in zato jaz rečem, da bo dosegla zlato ploščo pred tem novem CD-ju. To je koliko izdanih? 5000. 5000? Tako je. Z lahkoto? Za Slovenijo, sigurno. To je blazno velika številka. Ok. Ampak jo bo dosegla, ker ima srce. Srčna in iskrena, to je kar Tako je. skoraj da ni praviloma, ne? Danes Načeloma več ni, ja. z dušo pri stvari. Točno. S strastjo. Ok, dobro, hvala obema. Hvala Darja, ki se zdaj počasi že ogreva, hvala tebi Bojan in obilo sreče v prihodnje. Hvala vsem vam, da ste bili nocoj z nami, upam, da vam je vse skupaj bilo všeč, ne pozabiti naslednji teden, naslednji petek zvečer spet tukaj, na istem mestu, ob istem cajtu. Majte se. Danes te ljubim še bolj kot včeraj sem te. In vem, da bom jutri še bolj ljubila te. Če jutri ne bo, če zvezdno nebo nocoj me ukrade. Ljubila bom še, ljubila bom te iz stare navade. Če v jutrišnji dan zbudil se boš sam, še solza bo vzklila. V nebo poglej, tam še naprej bom tebe ljubila. Vsak trenutek se tebi predam, kakor če bil to moj zadnji dan. Če jutri ne bo, če zvezdno nebo nocoj me ukrade. Ljubila bom še, ljubila bom te iz stare navade. Če v jutrišnji dan zbudil se boš sam, še solza bo vzklila. V nebo poglej, tam še naprej bom tebe ljubila.
celina. V nebo poglej, tam še naprej bom tebe ljubila. Ko neko noč odšla bom proč, med zvezde zlate, zvezdo poglej, jaz bom na njej čakala na te.